zelo pomembno je, da tudi slavimo življenje. Ker dejansko, tako kot smo že večkrat rekli, milost je, da smo danes tukaj in zdaj na planetu Zemlja živi, da imamo to telo, da lahko tukaj pač kreiramo. In to je res velika milost, da so si naše duše zbrale ravno zdaj to inkarnacijo. Tako da vsi tukaj ste danes z namenom. Hvala. In verjamem, da boste vzeli tisto, kar imate še za vzeti do konca tega seminarja in da boste potem spremenili svoje življenje na boljše. Zdaj imamo eno tehniko manifestiranja. Rekli smo, potencial enotnega polja je neomejen, ker je sam Bog neomejen. To pomeni, da je res vse mogoče. In da lahko ustvarimo nekaj v tej iluzorni, sicer fizični realnosti, pač katero trenutno še tako dojemamo, lahko iz kvantnega prostora kreiramo karkoli. Lahko so to fizični predmeti, lahko je to denar, lahko so to nove poslovne priložnosti, lahko je to, ne vem, novo duhovno vodstvo, lahko si pripeljete pač ljudi v svoje življenje, manifestirate sorodno dušo, to smo se že učili, tako da vse je mogoče. Edine ovire so v nas samih. Torej, naša omejujoča prepričana in čustvena stanja, ki lahko na neki ravni blokirajo proces in potencial manifestiranja. Ampak, to, ko sem rekel, vsaka manifestacija se slej ko prej zgodi. Če ne prej, ko vi razrešite blokado. Zjončete, date ven tisto, kar vas bremeni in potem se naredi prostor za novo, torej prostor za kreacijo novega. In s to tehniko manifestiranja, to imate na strani 45, se bomo naučili v bistvu preko enotnega polja kreirati nekaj v tej fizični realnosti, v kateri pač trenutno živimo. Vemo, da vsaka trditev, vsaka misel v bistvu vpliva na naše življenje. Če nekdo ponavljamo, da smo revni, slej ka prej tudi bomo. Če nekdo ponavljamo, da smo finančno, materialno preskrbljeni, tudi bomo. Dejansko denar je energija, vse je energija, vse je vibracija. In vkolikor mi v bistvu ne verjamemo, ne zaupamo vase, v svoje potenciale, v svoje zmožnosti, v svoje talente, v svoje darove, karkoli imamo za dati temu svetu, pošiljamo to informacijo v vesolje in to se nam potem odraža v našem življenju, doživljamo zavrnitve, blokade, nam ne uspeva v življenju. Torej je vse odvisno v resnici od nas, od naše naravnanosti. Največji izziv je dostikrat za ljudi, da se sploh odloča, kaj želijo manifestirati v svojem življenju. Večina ljudi sploh še niti ne ve, kaj želijo, kaj je tista njihova pot. Zato, ker niso olupili čebule in nimajo še stika prav zares dušo. Zato vas vabim, da vsak v svojem ritmu začnete delati na tem. Torej, ljubi to čebulo, rekel sem, danes gre veliko hitreje, kot je šlo, ko sem se jaz mučil. 11 let, 12 let že zdaj nazaj je bilo še veliko bolj gosta energija na zemlji in je bilo težje te travme prepucati. Je veliko več energije, truda, napora bilo potrebno za to, da smo kaj premaknili. Danes gre to hitreje. Tako da imate to srečo, milost, da ste zdaj se odločili, da ste zdaj začeli bolj intenzivno, saj verjamem, da ste nekateri že prej, pa ste se trudili, pa delali na sebi, ampak zdaj je res tisti čas, ko gre vse za svetlobno hitrost. Ok, torej sami ustvarjamo svojo resničnost. In vsaka misel, ki jo mislimo, kreira naše življenje in s tem našo prihodnost. Edina stvar, ki je ne morete manifestirati, je, da bi vas ljubila določena oseba, ker s tem posegate v svobodno voljo drugega. Torej, svobodna volja drugega je še vedno zelo aktualna, realna tudi pri manifestaciji in je potrebno to spoštovati in upoštevati. Fajn je, da ste pazljivi pri tem, kar prosite in date zraven namero, da se to zgodi na najvišji, najboljši možni način za vas in za vse vpletene. Tukaj vedno primer povem od Sai Babe. Gospod je šel k Sai Babi in je rekel, jaz bi imel $1 milijon. Sai Baba je rekel, ok, si zihar, da si to želiš? On je rekel, ja, daj mi $1 milijon, jaz bom najsrečnejša oseba na tem planetu. Sai Baba je rekel, ok, dobil boš $1 milijon, ko boš doma, boš to imel.
On je šel res domov z avionom, zgodila se je nesreča. On je sicer preživel, ampak postal hud invalid in dobil od zavarovalnice točno $1 milijon odškodnine. Tako da pazite, kaj si želite. On ima pač lekcijo pohlepa, ker je pač želel samo to, drugo mu ni bilo pomembno in je pač rabil to izkušnjo. Njegova duša je pač to rabila, da je šel na višji nivo in da je potem začel ceniti druge stvari v življenju. Pomemben v življenju je balans, da imate vi na vseh področjih življenja balans. Partnerstvo, odnosi, starši, prijateljstvo, finance seveda so pomembne, ni pa to edina stvar. Tako da pomembno je, da res balansirate vaše življenje in da vlagate v vsa področja približno enakomerno in potem ustvarjamo harmonijo v našem življenju. To je tisti ključ. Harmonija, balans. Torej, najprej se odločite, kaj je tisto, kar si najbolj želite zdaj v vašem življenju, da bi se spremenilo na bolje. Ni nujno, da je materialna stvar. Lahko je čist, boljše zdravje, boljši odnosi z določeno osebo. Karkoli si želite, lahko to skreirate v to realnost tukaj in zdaj. Zavedajte se, da so na neki ravni zavesti oziroma podzavesti določene blokade. Tega si ne zaslužim, nisem vreden, moram še trpeti za denar, za dobre odnose, nisem dovolj dober, dobra in tako naprej. Vse to so omejujoča prepričanja, ki lahko osebo seveda omejujejo, da bi si manifestirala stvari tukaj in zdaj. V tem primeru bo potrebno delati tudi 1 na 1 preko terapije in bo potrebno razrešiti, prešiftati te vzorce. Izgovorjena beseda je učinkovita 30 do 40%. Vizualizacija je učinkovita 50%. Torej, da vi že vizualizirate stvar brez povezave z enotnim poljem. Manifestiranje v teta strani je pa 80 do 90% učinkovito. Tako da to je v bistvu najboljši način manifestiranja, ker imate direktni dostop do polja enosti, kjer je, smo rekli, vse mogoče. Ker je ta kvantni enotni prostor, o katerem govorijo vsi moderni znanstveniki, dr. Lipton, dr. Dispenza, dr. Hegelin, ki smo ga pogledali. To so vsi ljudje z doktorati, ki imajo pač tisto formalno uradno izobrazbo in so to seveda nadgradili, tako kot jaz delam, z znanji duhovnosti in smo to prinesli skupaj in zdaj združujemo v bistvu duhovne resnice, ki so znane tisočletja in moderna znanstvena odkritja. Tako da vse, kar se učimo na tem seminarju, je podprto danes tudi za uradno znanostjo. Ok, zdaj kakšen je v bistvu proces manifestacije. Torej, na voljo imamo neomejeni potencial enotnega polja, to smo rekli. Lahko to uporabljamo samo za čisto meditacijo, lahko zamenjavo sistemov prepričanj omejujočih, odstranjevanje določenih negativnosti iz teles, škodljivih sevanj, toksinov in tako naprej. Lahko pa indirektno posegamo tudi na neke zunanje okoliščine, s katerimi z tega relativnega nivoja nimamo vpliva. Torej, kreiramo lahko vse, količino denarja, odnose, nove poslovne priložnosti, boljše odnose in tako naprej. Zdaj, zlata pravila glede manifestacije, še enkrat ponovimo. Vedno nameravajte seveda izključno pozitivne rezultate, ne boste si kreirali normalno nekih negativnosti. Karkoli razen, da bi vas ljubila, smo rekli, določena oseba, ker je svobodna volja tukaj še vedno aktualna. Manifestacije ne bodo izdelane zelo natančno. Fajn je, da si prej napišete točno na papir, kaj si želite, na kakšen način, torej natančno. Ne vem, želim tak avto, točno taka oprema, taki sedeži noter, tak motor, vse mora biti specificirano, ok? Torej, 1, 2, 3 točke. To. In ne bo torej jasno. In v jasno določenem časovnem okvirju. Če ne boste dali, bo mogoče v naslednjem lifeu. Tako da, ja. Želim, da se to zgodi, ne vem, v roku pol leta. Ampak tle je pomembno, da ste realni. Torej, nekaj, kar se vam zdi, da bi lahko bilo. Ne zdaj, jutri želim $1 milijon, to je mogoče nerealna želja. In do tega ne bo prišlo, zato ker vi v to ne verjamete. In vi ne zaupate v to. Ko pa boste na tem nivoju, da boste iz nič manifestirali, tako kot določeni ljudje že znajo, pa bo, tam. Ampak dokler pa še nismo tam, dajte tisto, kar vi verjamete, da je za vas trenutno mogoče. Torej, direktno lahko kreirate le zase, ne za druge, torej to tehniko boste uporabljali vsak sam.
In svobodna volja drugih, smo rekli, še vedno zelo aktualna pri manifestaciji. Torej, nameravam, greste v enotno polje in date namero, nameravam, da se to zdaj zgodi v mojem življenju na najvišji, najboljši možen način, v moje najvišje, najboljše dobro, brez trpljenja, hvala, storjeno je, storjeno je, storjeno je, in poveste vašo manifestacijo, torej poveste tisto, kaj si v bistvu želite ustvariti zdaj tukaj v tej realnosti. Torej, prva točka je stik z enotnim poljem, brez tega stika bo vaša namera izvenela le kot želja in verjetno do tega ne bo prišlo. Potem, kristalno jasna, natančna, formulirana namera. Bodite previdni tukaj, in res specificirajte. Potem ustrajate v stiku in vizualizirate, da se je to že zgodilo danes tukaj zdaj. Vemo, da v resnici časa ni, vse se dogaja zdaj v tem trenutku. In ko imate vi stik z enostjo, imate te občutke zelo močne in lahko dejansko hitreje skreirate tisto, kar si želite. Torej, to se je že zgodilo. Tukaj, že je. Ne bo čez eno leto, to že je, to že imate, vi to občutite, vi to zavonjajte, ne vem, nov avto, vonjajte tisto ustne noter, tist feeling, več čutil, ko boste dali noter, bolj bo učinkovito, ker boste s tem kreirali tukaj in zdaj in boste materializirali stvar. Potem izstopite iz stika z enotnim poljem in generirate pristno hvaležnost, lahko si predstavljate kot, da ste med prvimi in drugimi vrati, vmes, in izražate to pristno srčno hvaležnost za to, kar ste si že skreirali. Ste res srčno hvaležni za to, kar je. Seveda se potem še normalno boljše človek počuti, ko je hvaležen za stvari v življenju. In potem konstruktivna akcija. Seveda nekaj je potrebno vseeno narediti tukaj na tej zemlji. Torej, ne vem, če želite zadeti na loto, srečko bo treba kupiti. Brez tega ne bo šlo. Torej, pasivnost v življenju ne pele daleč. Pasivnost je ta cona obdobja, nič mi ni treba, pač jamram, sem žrtev, vsi drugi so krivi za moje težave, to dejansko ne bo šlo čez. Treba bo konstruktivno akcijo speljati, narediti spremembo v življenju, torej tisto, kar vam ne služi več, ne odpade, odločitev iz srca. Dovolj imam tega življenja, kakršnega sem do zdaj živel, želim spremembo. Torej, odločitev za spremembo je tista ključna. Torej, kakšen bi bil primer namere kreiranja iz enotnega polja? Recimo, nameravam, da imam že danes v svojem življenju za 30% več strank, ki so plačilno sposobne, poštene, zdrave, pripravljene na storitve mojega podjetja. Hvala, storjeno je lahko tudi zraven, če želite. To je pač primer, vi dajte svoje stvari, kar si želite. Ali nameravam, da imam že danes v svojem življenju za 30% več dobička, z varovalkami, brez neprespanih oči, trpljenja, konfliktov, garanja, trdega dela, stresa oziroma izgube energije. Lahko date tudi na lahkoten, enostaven, radosten, igriv način, kar vam je ljubše. V glavnem varovalko dajte vedno zraven, ker lahko ste imeli ful dela, samo boste se skurali, pa ne bo spet nič dobrega. Torej, pomen korakov kreiranja, še to povemo. Z vstopom v enotno polje se mi dotaknemo neomejenega potencijala. Pa rekli smo, vse je na voljo, vsega je več kot dovolj, obilje je neomejeno v tem vesolju. Halo, ljudje se pa s 1000 evri ali pa 500 evri borijo z meseca v mesec. Halo, ljudi, v tem neomejenem vesolju, kjer je vsega neomejeno, problem je tukaj. Percepcija. Z brezkompromisov namero prižgemo plamen, ki bo zanitil požar. Z vizualizacijo si mentalno prelastite tisto, kar ustvarjate. S hvaležnostjo pospešite realizacijo vaše kreacije. In s konstruktivno akcijo sprejmete oziroma dobite tisto, kar ste ustvarili. To je ta resnica manifestiranja. Ja, to smo že včeraj povedali, pa bomo še vseeno zdaj še enkrat povedali. Kaj delamo z našim umom? Dvigamo nevihtne valove v brezvetrju in se pretvarjamo, da si celimo smrtne rane. Čeprav nikomor ni skrivljen niti en sam las. Torej, drama človeškega uma, čustev, ega. In tukaj se je v bistvu večina ljudi zacikla. To, kar smo včeraj rekli. Tukaj je tukaj je vihar, tukaj je neurje, non-stop. In je tak,
to je element vetra. On nikoli ne bo dal mira. Mi rabimo preusmeriti energijo drugam. Torej, v povezavo s tem, kar mi zares smo. Srce, duša, zavest. In kot smo rekli, da postanemo eno sami s seboj najprej in da smo sami s sabo zadovoljni v življenju. In ko smo sami s sabo, ko tukaj ni nekih večjih disharmonij, takrat lahko kreiramo vse, kar si želimo. In takrat smo odprti za vso obilje na vseh nivojih, na vseh področjih življenja. Odnosi, poslovne priložnosti, finance, karkoli. Duhovna rast. Vse je možno. Zdaj vas vabim, da si vsak napiše svojo manifestacijo. Torej, kaj je tisto, kar je zdaj najbolj pomembno vam in si želite najprej razrešiti. Lahko je to boljše zdravje, lahko so to boljše odnose, lahko je to več denarja, lahko je to več posla. Karkoli. In si napišete to manifestacijo, jasno postavite časovni okvir, v kolikem času se bo to zgodilo, kar je vam realno, da se zgodi. In potem greste v stik, date namero na varen način, na najvišji, najboljši možni način zame in za vse vpletene, brez trpljenja, brez da karkoli kdo trpi zaradi tega, da bi jaz nekaj imel, ne, Bog ne daj, brez tega. Se zahvalite, ste iskreno hvaležni in hvala. In akcija, gremo. Vprašanje, ja. Glede na to, da univerzum ne razume negacij, ne? Če daš brez, popolj vse, kako v tem primeru? Različne teorije. Lahko daš na lahkoten, vse sem rekel, lahkoten, enostaven način, ampak itak enost je vse skrenila, tako da dejansko ni nekih ovir tukaj. Tako da zdaj si napišite vsak svojo manifestacijo, svojo namero in fajn začutite predvsem, kaj je res tisto, kar si želite zdaj trenutno v življenju najprej izboljšati. In si potem to zmanifestirajte in potem boste poročali, kaj se vam je dogajalo. Jaz sem imel primere, zdaj ta cajt, ko pišete, rekel sem ta vprašanja na izpitu, ne vem, prej sem imel en drug avto, Mazda CX-7, to je kurilo tam 14-15 litrov, in sem si 30% zmanjšal porabo goriva, ker bi rekel, to ni možno, z tega vidika, ampak ja, to sem verjel, da je možno in jaz sem res pošel preračunati, avto je manj kuril. Take stvari, ne vem, si skreiraš več posla, si skreiraš več obilja na vseh področjih. To so take stvari, ki se dogajajo. Seveda je pa pomembno, da si ti naravnan na višjo vibracijo. In ko si ti na višji vibraciji, takrat kreiraš obilje. Ker si ti v ljubezni, v svetlobi, takrat prvabiš ljudi v svoje polje. In takrat se ljudje priključijo. Ker je vse energija in vemo, da se vse čuti. Ne moreš lagati samemu sebi, kje si, zakaj si tukaj, kje trenutno si. Tako da osnova je še vedno delo na sebi, preseganje svojih lastnih omejitev.